Evo, nov kolesarski čvek, dobrodošli nazaj. Danes sem sam, predstavil bom tale kolo klele zadaj, se pravi ta testen kolo, o katerem govorimo, Proven Luxury, ki ga je testiral zdaj že, mislim, da sta že dva kolesarja, še na par jih čakamo, sam glede na vreme se je malo zavlekal. Eden je skritiziral določene stvari, ta drugi je pa v bistvu kar orang pohvalil. Jaz sem tudi tukaj nekje vmes, tako da, ampak o tem bom bolj malo več. Danes Pogačar spet s 5. zmago, tako da vsaka čast. Bravo, ne vem, sej mogoče kakšen mu je malo dolgočasen to vse gledati, ampak jaz sem prav navdušen, mislim, šport je šport, tle ni, da boš ti enemu podarjeval zmage in da boš kar pustil enemu drugemu za zmagati. Vsi mislim, da hočemo videti, da vedno zmaga najboljši, in če zmaga še parkrat, pa bom jaz še pač bolj zadovoljen, ne pa da se pač neki pušča zmage, tako da, ja, kar se tega tiče, bravo Pogačar, meni je bilo prav fajn gledati. Danes bi pa rad govoril še v bistvu o cestnih obročih in kje so te največje razlike. Zdajle vam bom tudi pokazal, pri tem kolesu smo dobili še ene obroče zraven, ki imajo tako valovito površino, tako kot smo navajeni že pri Princetonu, pri Zipkah, pa še polno nekih drugih manjših firm, mislim, ki imajo zdaj že take feltne, tudi te Delita, ki so na naši spletni strani Helix, tako da ja, se pravi, kaj je razlika pri feltnah, kakšne se svetuje. Pred kratkim, mislim, prejšnji teden smo dali ven glih video o nakupu kolesa in mislim, da so te obroči, da so ta najbolj pomembna stvar poleg dobrega okvirja, da se kolo dobro pele. In zdaj tisti, ki imate ko bi rekel, za prvo vgradnjo, se pravi OEM obroče gor, en nasvet, če hočete res nadgraditi kolo, ne samo gledati, da so to karbonski obroči, ampak probite si res kaj prebrati ali pa malo se s kolesarji pozanimati. Zdaj, kar sem jaz ugotovil, sploh pri teh, ki sem jih zdaj vozil, eni so te Elite Drive 50, ki sem jih imel, so mislim, da okrog 1300 €. Zdaj, so super obroči, so lahki, pri moji teži se mi zdi, da se malo zvijajo, pa potem pri višjih brzinah ne držijo brzine toliko dobro, kakor pa če sem jih takrat primerjal s Princetoni, tako da s Princetoni. No, zdaj imamo pa kle, se pravi, nižji razred obročev, te so okrog 1800 €, ki vam jih bom pokazal. Je pa tako, da so malenkost težji, se pravi, klanc gor se čuti to razliko v teži, ki so enih dobrih 100 gramov so težji. Zdaj tistim, ki to ni pomemben, ja, super, ampak večino kolesarjev tudi na tem testu prvi, ki je testiral kolo, je imel kolo direkt na 6,8 kg, ki so ga tukaj zvagala, tako da že teh 800 gramov razlike pol v primerjavi s tem kolesom, ki ga imam zadaj, je že neka razlika, da se občuti, da je kolo pol počasnejši v klanc gor, ne. No, se pravi, zdaj nazaj na obroče. Kar se tiče ta krivuljasta oblika pri teh obročih, no, valovita oblika, je, da sem opazil, da mogoče v klanc gor mi se ne grejo slabo, ne, zdaj tukaj je zelo, ko se reče po angleško, nitpikam, se pravi, sem zelo pikolovski, se v neke detajle poglabljam, ki mogoče jih kdo niti ne opaz, ampak se mi zdi, da je pomemben, tako da vsak kolesar zbere mogoče obroče, ki so za njega najboljši. Se pravi, pri teh valovitih obročih je tako, da če v klanc gor niso tako dobri, so pa pri brzini, pri spustih, tudi ko pridete do določene brzine, jo je zelo lahko vzdrževati. Zdajle sem sicer bil ta vikend, sem šel prav zato na Cres, ker imam tam ene par potk, ki jih zelo dobro poznam, in se je kolo zelo dobro obnesel. In tudi zaradi obročev, logično. In tako da sem rekel, da sem prav opazil to razliko, ko sem šel, ne vem, iz 40 na 45 na uro,
da sem še vedno lažje vzdrževal to brzino. Ne? In to je, se pravi, pri tistih, ki iščete bolj hitre obroče oziroma ne vem, derkate pa iščete nekaj za brzino, so se pravi te obroči, ki so malo valoviti, izgleda imajo to prednost, da lepše vzdržujejo tudi brzino. Zdaj, a je ali ni, jaz sem si malo pogledal, noben noče dati teh dejstev ven, so vsi bolj kaneje zaradi samega vetra, ampak zgleda, da tudi pri temu pomaga. Tako da grem nazaj, se pravi, če iščete lahke obroče, Elite, Drive, super obroči za to ceno. Če iščete manj bolj toge obroče, pol so od Fulcruma Windy, pol smo pa kle že v tem razredu 1800 evrov. Če se išče neki, da boste še zmer se dobro uspenjali, ampak predvsem pa, da bojo za brzino super, so teli, ki vam jih bom pokazal, fenomenalni. Mislim, da so 50-55, da je višina. Pa ja, če greste pa all in, če ste pripravljeni za obroče 3 jurje, 3000 evrov pa gor, pol pa kle sploh ni debate. Princeton, vsaj za moje pojme, so fenomenalni. Sicer prej 14 dni nazaj, ki je bil Jure Mehle na podcastu, je rekel, da mu isto kukar z Dura-Ace. Jaz se to ne strinjam, pa še tukaj sem imel kar ene par strank, ki so isto imeli Dura-Ace obroče, pa niso bili zadovoljni z njimi. Tako da ja, to je kar se tiče obročev. Smo šli kar na kolo, da ne bo predolg tale kolesarski čvek. Danes nimam sogovornika, naslednji teden bo spet. Jutri greva s Petro v Human Performance Center, tako da če vas karkoli zanima, ona bo zdaj naredila test po 3 mesecih in pride tudi naslednji teden spet na kolesarski čvek. Če vas karkoli zanima, napišite čim prej, pa bom jutri probal, pa bomo jutri probali to vprašati že v Human Performance Centru, ki bo spet nek tak vlog posnet. Zdaj, kar se tiče pa še našega subscriptiona, se pravi ta mesec, ne samo da so majice kolesarske naše, se pravi approved, omejene izdaje minus 35% znižane, imate tudi še subscription brezplačen zraven, kar pomeni, da čez cel let dobivate ugodnosti, ki so pri subscriptionu, se pravi 5% popust, plus še popuste v Human Performance Centru in v ID Matchu, pa še kaj bomo probali narediti, prav posebej za tiste, ki se subscriberi. To se ne gre kle samo za popust, ampak tako pač tudi podpirate kanal. Ja, in hvala vsem, ki ste se subscribali v zadnjem mesecu, veliko pomeni, nekaj delamo dober. Tisti, ki hočete karkoli probati, se lahko en dan prej naročite, nima veze, kjer uro imate čas, pokličete, jaz bi prišel na 9. zvečer in vas bom počakal tukaj na Ziharlovi 10, se pravi, če kdo hoče karkoli sprobati, kar imamo, oziroma prideti sam na posvet, vas bom tukaj čakal. Tako da, evo, gremo zdaj kar na bike in to je to. Čau. Evo, zdaj sem pa že pri kolesu, tako da ga bom kar predstavil, zakaj smo ga tako sestavili od A do Ž, tiste, ki zanima. Evo, tukaj to. Se pravi, okvir je Niš, je tajska znamka, je prav njihov okvir, ki je nekdo že komentiral, da je v bistvu to neka druga znamka, no. Okvir ne bi bil njihov, ampak je tako pri teh manjših znamkah, da ko dajo delati, se pravi v okviru kakšno večjo tovarno, zgleda lahko prodajo pravice, da tudi nekdo še drug kup okvir in da sam svoj logo gor. Tako da zdaj, kukor so meni razložili danes, je zadeva taka, da za leto 2025 je to samo njihov okvir, sicer pa, kukor vem, pripravlja tudi že nekaj novega. Ok, se pravi, barva, čist nekaj posebenega, meni je bila ful všeč. Pri Colnagotu C64, tiste barve Frozen so mi bile top in je zelo podobna barva je tudi tukaj. Kar se tiče samega okvirja, z vilicami, sedežno oporo, balanco, je teža, mislim, da bila 1900 gramov, ampak sem zvagal vse na kameri, tako da
ko bo prišel ti zadnji video, se pravi review od kolesa ven, boste pač vse noter videli. Zdaj, kar se tiče sedeža, sem dal gor Berka, lupino, gume Vittoria NEX T28, zdaj tukaj gor so piki, zato ker bi rad testiral primerjavo med feltnami, zato da bom pol lahko povedal, malo več, malo bolj urang mnenje podal. Ceramic Speed OSPV, Ceramic Speed je tudi bottom bracket, nano vrhu pedala, višina sedeža imam jaz naštelano na 75 cm, kar se tiče traku krmila, so mi še zmeraj najbolj všeč ta stari, vozim brez rokavic in mi je to top. Povit imam v bistvu samo do te krivine tukaj, da se tale luknja glih zakrije, klepa držim normalno. Nisem si sploh še naštelil na gumb, gor je še Ultegra oprema, ki sem vozil per Elves, Vanjar, mislim, da ima 170 gonilkov, sem dal tudi tukaj gor in se mi zdi, da se super pele, tako da to, kar se tiče verižnik spredi 52-36, zadnji je pa 11-34, ampak zdajle je brez verižnika zadnji, zato ker čakam mračno za tune peste, tako da jutri, če bo runda, če bo lep vreme, bom dal itak tele obroče gor. Tako da, kar se tiče pa telih obročev, ful so lepo narejeni, vsaj meni, kar mi spet ni všeč je to, da ni mat finiša. Kar se tiče pa samih pest, vse špice so karbonske, imajo 3 špice tudi takole zlate, tako da kar se tiče samega izdelka mi je super. Jaz imam tubeless jih narejene, je pa set bil, ko sem zvagal 1400, mislim da 30 gramov, 1430 pa 1440, kar definitivno ni težko, ni pa tudi med lažjimi. Še nekaj sem hotel pri obročih, evo, hrček moj je pozabil. Tako da to je to, zakaj hočem še pike probati. Nekaj pri kolesu mi ni najbolj všeč, ko bom povedal v zadnjem reviewju, dokler nisem ziher, ne upam preveč skritizirati, ker so mi zagotovili, glih zdajle je bil poteka dirka po Japonski in je bil njihov kolesar na 4. mestu na, mislim, da 3. etapi, je pa skupno 3., tako da pravijo, da je super, profi vozijo z njemu. Jaz, če sem čist fair, definitivno mi fenomenalno zgleda, kar se tiče pa voznih lastnosti, glede na tole, da je ta set, se pravi s temi obroči, bo prišel enih 7500 evrov. Ne vem, meni so še tako, če bi primerjal, da denar nima veze, pač BMC Team Machine Air, meni še vedno ta najboljši kolo, ki sem ga vozil. Bo pa mogoče zdaj s temi obroči tukaj še kaj drugače, ampak overall, ja, je bike je kar to, ampak če gledam pa po izgledu, je pa zaradi barve in vseh komponent, ki so gor, je pač to, kako pravijo, my baby, in ja, sestavljen mi je top in sploh zdaj, mogoče s temi čist črnimi obroči, mi je mogoče še bolj všeč. Skratka, ja, kolo, ki mislim, da bi ga bili vsi veseli, če bi ga vozili, tako da vsaj jaz sem ful zadovoljen. Ja, bomo šli pa pol v detajle po reviewju. Po prvi furi sem ga že posnel, zdaj pa posnel še, ko bojo vsi ostali dali svoje mnenje, bom jaz na koncu še povedal, do katerega zaključka sem prišel, ko sem testiral vse obroče. Tako da, evo, to je to, hvala, ker ste poslušali. Naslednji teden so spet nazaj s Petro, pa v Human Performance Centru. Še enkrat, če imate kakšno vprašanje, napište čim prej, jutri dopoldan greva tja posnet. Pa ne pozabite na naročnino approvecycling.com, tako podpirate kanal, ali pa če kupite karkoli drugega. Zdaj, če kupite ta mesec še majico, dobite pa itak brezplačno naročnino. Tako da, to je to. Hvala vsem, ki spremljate. Hmalje Franja, pripravite se orang. Vidimo, čau.